Lepo pozdravljeni iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Na odločitev upravnega sodišča, da je pravosodni minister Lovro Šturm diskriminatorno obravnaval kandidaturo nekdanjega predsednika ljubljanskega okrožnega sodišča Aleša Zalarja za vnovično predsedovanje temu sodišču, so se odzvali v večini parlamentarnih strank. Predsednica LDS-a Katarina Kresal je ministra Šturma pozvala k odstopu, v stranki pa so nad njegovim ravnanjem zgroženi in zaskrbljeni. Zgroženi smo zato, ker si enostavno ne moremo predstavljati, kako lahko v Sloveniji pravosodni minister diskriminira sodnike, in to celo na podlagi njihovega prepričanja. Zaskrbljeni pa smo zato, ker nam ni jasno, kako bodo ljudje še kadarkoli lahko zaupali v strokovnost in delovanje sodišč, če tam predsednike sodišč imenuje minister z nezakonitimi odločbami. Podobnega mnenja kot pri LDS so tudi socialni demokrati. Njihovo mnenje je predstavil Rudolf Petan iz SDS-a. Če bi vsako razveljavitev ali drugačno sodbo višjega sodišča in ob njej pozivali k odstopu, potem bi verjetno bili pod vprašajem vsi sodniki, ki jim razveljavijo sodbo na nižji stopni, čeprav le ta ni dokončna. Zato so pozivi k odstopu znak nervoze in pozivi k lustraciji in sodijo v sfero zakrivanja svojih lastnih problemov pri socialnih demokratih. Pri tem bi omenil samo zaslišanje njihovega člana gospoda Ropa glede izdaje državne skrivnosti. Minister za pravosodje je v primeru neimenovanja Aleša Zalarja že napovedal revizijo. Ministru v bran pa se je postavil tudi finančni minister in predsednik Nove Slovenije Andrej Bajuk, ki se ne strinja s pozivi po Šturmovem odstopu. Zato, ker mislim, da je dr. Šturm zelo dober minister za pravosodje in občudujem njegovo delo. Danes v Vesteh na vesti začenjamo z novo rubriko Intervju dneva. V studiu lepo pozdravljam našega prvega gosta, gospoda Janija Severja. Pozdravljena, Katja. Pozdravljeni. Jani Sever, ali drži, da boste prevzeli MAK? Ne. Ali je res, da boste prevzeli Delo, Večer, STA, Dnevnik, Pop TV, RTV Slovenija, TV3, TV Papriko, Charlie TV, MTV Adrio, Pink TV, Moj mikro, Anjo, Vivo, Lady, Našo ženo, Hino, Ampak, Novo revijo, Mamo, Džokerja, Rudnik Mežica, Našega dojenčka, Kmečki glas, Pavlihovo pratiko, Družino, Ognjišče, Primorske novice, Reuters in Blogorolo? Tega za zdaj še ne bi komentiral. Hvala lepa. Hvala vam. Financ ministra Andreja Bajuka smo vprašali tudi, koliko se tako imenovana vojna proti tajkunom tiče finančnega ministrstva in s katerim bataljonom nameravajo napasti tajkune. Ministrstvo za finance nima nobenih bataljonov, je pa oblikovalo, ministrstvo je oblikovalo predlog zakona in to je spremembe zakona o bančništvu, v katerem je, kot vam je znano, se bodo izključile ravno tele poroštva na podlagi delnic, ki so cilj prevzema ali pa večjega deleža, ki se kupuje, da se ne smejo šteti kot garancija, kar se tiče norm pri delovanju bank. Pa ste prepričani, da lahko zmaga vlada v tej vojni s tajkuni? Če ne bi tako verjel, pa se kaj tazga ne bi spustil. Minister za gospodarstvo Andrej Vizjak je predstavil predlog zakona o finančni participaciji zaposlenih, s katerim želijo razvijati in spodbujati različne oblike udeležbe zaposlenih pri dobičku. Prostovoljno seveda in samo za redno zaposlene. Lahko bi uveljavili tudi davčne olajšave, ampak kot pravi Vizjak, delavci in delodajalci pridobijo pravico do davčnih olajšav po našem predlogu preteku 3-letnega obdobja. Zakaj? Zaradi tega, ker sem povedal, ne želimo za tem zakonom uveljavljati neko alternativo 13. plači, to se pravi neko alternativo obstoječim schemam, ampak želimo nadgraditi le-te z deležem oziroma z sistemsko ureditvijo tega, da delavci in delodajalci
predvsem pa delavci ohranjajo ta denar, dobijo pravico do njega, vendar da ga ohranijo določeno obdobje v družbi. Hvala lepa, Andrej, za to novico in upam, da ste lepo godovali. Na Brdu pri Kranju pa so slavnostno odprli 15,5 milijona evrov vredni kongresni center in predstavili logotip ter spletno mesto slovenskega predsedstva Evropski uniji. Logotip je predstavil v.d. direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje Anže Logar. Za današnjim dnem postaja simbol vsaj za naslednjih 7 mesecev del naše nacionalne identitete. Vsakič, ko se bo pojavil v javnosti, se bo s tem javnosti predstavljala tudi Slovenija. In vsakič, ko se pojavlja Slovenija, se s tem svetu predstavljamo tudi mi, državljanke in državljani Republike Slovenije. Naj torej zvezda v srcu Triglava sveti, medtem ko Slovenija vodi. Krajšo slovesnost ob otvoritvi objekta, v katerem bo v času slovenskega predsedovanja Uniji potekalo približno 130 srečanj, je povezoval Peter Poleskvisko, ki se je trudil z zabavanjem visokih gostov. Pred zunanjim ministrom Dimitrijem Ruplom si je drznil omeniti tudi Josipa Broza Tita. Ti mulc ti, pa še z RTV-ja si. Potem je bil tukaj veliko let Pavel Karadžordžević, dvorec je uporabljal tudi naš skupni oče, Josip Broz Tito. Najbolj znan pa mislim, da najbolj znano pa je Brdo postalo takrat, ko sta se po teh okoliških tratah zapeljevala Bush in Putin. Slovenija, 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 kultura. Reperski superzvezdnik Yo Yo 50 Cent je prišel v Slovenijo in je bil v rollbaru in 50 Cent je celo Yo Yo preplezal varnostno ograjo, prijel za mikrofon in zaplesal superinteligentno Iris Mulej. V Ljubljani se je zaključil knjižni sejem, ki ga je obiskalo približno 40.000 ljudi. Eden bolj nenavadnih je bil vojak, ki je promoviral literaturo o prvi svetovni vojni. Opazil ga je tudi varnostnik. Imel je puško namreč. A rabite za tole puško mogoče orožni list? Tale puška je onesposobljena, tako da za njo potrebno samo potrdilo, da je v nestrelnem stanju. Evo, to je tale, onesposobljena. Ko nikamor hodite, da? Ne, skoro sem tukaj. Pa recimo tle pred mizo in 2 metra, ne? Ja, kaj daleč ne, da bo kakšen preflap. V Zagrebu smo obiskali teden mode. Pri delu smo ujeli tudi oblikovalca Zorana Aragoviča iz Bite My Style, katerega oblačila, kot veste, nosim v oddaji Švic mikrofona. Povedal nam je, kakšne načrte ima v prihodnosti. Prvo što se želim napiti, drugo se želim istuširati, treće nadam se opet na Fashion Weeku sljedeće godine u 2. mjesecu. Še vreme? Iz Agencije Republike Slovenije za okolje so sporočili, da zadnje raziskave Inštituta Jožefa Štefana kažejo, da je ponedeljek statistično kar za 4 minute in 20 sekund daljši od drugih dni v tednu. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti. Ostanite še naprej z nami.